živimo v času Orwellovega Novoreka, kjer je laž resnica, vojna je mir, suženjstvo je svoboda. Vladar počne točno to, kar počnejo vsi vladarji tega sveta, ne. Natanko tako, kot je napisano v tej predstavi, ne. Nenehne manipulacije, laži, prevare, sejanje strahu. Seveda je očitno, da je Simona Semenič razumela, da so bile revolucionarke vendarle vedno privilegirani razred, ne. Da bi se lahko uprl, moraš imeti za sabo neko, vsaj simbolno moč, če že ne oblastno moč ali pa finančno ali pa, ne. To je v bistvu predstava makiavelizma, ne, ki se vleče skozi vso zgodovino človeštva. Od obeh Vladimirjev, ki mi prideta na misel, Vladimir I, veliki kijevski knez, fornikator Maximus, in Vladimir Vladimirovič Putin, v bistvu njuna politika ima veliko skupnega, ne. In veliko skupnega imajo v bistvu vsi politiki preteklega in našega časa, ki se gredo vojne, ne. V tej predstavi je mogoče najti vrsto vzporednic z različnimi podobnimi dogajanji, lahko tudi z našo osamosvojitvijo, ne. Zdaj, če gremo v ta današnji sodobni čas, ko je Vladimir Putin prišel na oblast leta 1999, so že nekaj tednov po tem dogodku začeli leteti v zrak stanovanjski bloki v Moskvi, ne. Krivdo za te atentate so seveda naprtili Čečencem in čez nekaj tednov se je začela druga čečenska vojna, ne. Pri dramaturgiji vojne v vsakem primeru morajo tukaj biti neke izrazito močne osebnosti, tako na strani, ki napada, kot na strani, ki je napadena. V primeru, da na napadeni strani faktično gledano teh močnih osebnosti ni, se jih bo pa ustvarilo. Zanimiv primer je recimo vojne v Iraku, kjer tudi na drugi strani ni bilo v resnici neke reprezentativne figure, seveda bil je Saddam Hussein, ampak v globalu, tudi v regiji, pač to ni bil več player, da se tako izrazim. Moški nekako zagovarjajo kulturo vojne, ženske vidim kot zagovornice kulture miru, ne. In tukaj je tudi problem današnjega sveta, da ta kultura vojne je v bistvu povsem potolkla kulturo miru. Ženske zelo pogosto, če ne gre za gverilsko vojno, če ne gre za ideološko dobro utemeljeno narodno vojno, za osvobodilno vojno, ženske so zoper vojno. In to se je videlo recimo v primeru vojne v Jugoslaviji, to ni bila samo vojna med različnimi vojskami, to je bila vojna med moškimi in ženskami. V vojaškem diskurzu v bistvu ženska sploh ne obstaja, ne, mislim, pravzaprav pride samo do ravni, ne vem, vojakinje in ne vem, teh nižjih činov, ki so, kot čeprav razumem, skozi podvrženi nekim grozljivim seksizmom, posilstvom in kot neka njihova iniciacija je v bistvu ta, prav to spolno ponižanje, ne. Mi danes popolnoma brez kakšnega koli dvoma lahko povem, ja, mi živimo v patriarhatu. Ker patriarhat, ki omogoča ženskam izjemno malo prostora, ampak vsaj nekaj prostora svobode na obrobju, popolnoma izgine, ko gre za vojno. Patriarhat je za moške prostor tudi vojne. Jaz mislim, da je v tem ženskem svetu premalo Antigon, preveč je njenih sester. Zgodovinsko je feminizem na Balkanu neposredna, pa tudi v centralni Evropi pravzaprav, neposredna posledica razpada patriarhalnega, ruralnega patriarhata. Res je, da na začetku je feminizem s to svojo partikularno govorico šele lahko artikuliral svoje zahteve, ne, svoj boj. V resnici je feminizem sam hitro ugotovil, da rabi partnerja, ne, da mora biti na drugi strani nek moški diskurs, ki bo dejansko sledil tem spremembam družbenim, da rečem. Recimo v francoski revoluciji je bil vpisana volilna ženska pravica. Na začetku revolucije so revolucionarji pod vplivom Olympe de Gouges, to je bila ena feministka, zahtevali volilno pravico za ženske. Takoj, ko je revolucija zmagala, so fantje rekli, joj, ampak
mogoče ne čist še zdaj, bomo malo kasneje. In ta malo kasneje, dokler seveda ni začelo ta boj med kontrarevolucijo in revolucijo, na koncu se je v glavo odsekali. V vsaki revoluciji ženske povabijo, da sodelujejo, da pač na svojem hrbtu prenesejo kar nekaj bremena revolucije ali pa vojne in potem po vojni pa seveda jih vržejo nazaj v patriarhalne okvire. Za nazaj je enkrat povedala feministka in sociologinja dr. Vlasta Jalovšič, da je feminizem seveda prinesel ogromno slabega v našo družbo, ker je seveda opozoril na stvari, o katerih se prej ni govorilo, še zlasti v socializmu ne, ker je pač nekako bila zapovedana ta enakost, enakopravnost med spoloma. Emancipatorična gibanja niso nikoli enosmerna, nažalost. Potem, ko smo verjeli po drugi vojni, da je to premica naravnost v enakost, se je pokazalo, da v bistvu vsaka družbena sprememba lahko prav naredi res radikalen obrat nazaj. Po jugoslovanski vojni se povsod zgodila, bi rekli, repristinacija patriarhata, povratek v patriarhalna pravila, za katere je bila pripravljena tudi zelo primitivna naracija, ki jo danes še zmeraj poslušamo, o tradicionalni zakonski zvezi, o tradicionalnih spolnih vlogah. V bistvu je velik korak nazaj se zgodil na ideološkem polju. In to se je v Sloveniji grozljivo zgodilo po 91. Kako so se te najbolj reakcionarne politične sile povezale z najbolj klerikalnim možnim, res najbolj nagnusnim klerikalnim svetom in skupaj zavzele, mislim, ideološko polje, kulturno polje in politično polje. In od takrat naprej se je začelo, tiste prvi poziv, da se ukine abortus, je bil kar kmalu po osamosvojitvi in nas nekako ni streznilo, da so v bistvu demontirali, da so skušali demontirati in veliko teh v bistvu inštitucij, ki so varovale položaj žensk, so demontirali in še več jih seveda jih skušajo. Problem s patriarhatom je, da to sploh ni sistem ali pa nekakšen kodeks tekstov. To je brikolaž, to je improvizacija. Patriarhat se prilagaja vsaki možni politiki, vsaki možni ideologiji. Lepo živi s komunizmom, lepo živi s monarhijo. To je pa res nek kameleon, ki preživi vse. Tukaj vidim zelo pomembno vlogo intelektualke, ženske intelektualke, ki jih je vedno več, bi morale prispevati tudi k temu širšemu razumevanju. Je pa tudi veliko ali pa nekaj žensk, seveda verjetno manj kot moških, ki imajo veliko družbene moči in tu se vedno znova potem vzpostavlja neko politično moč, oblast, ne vem, Margaret Thatcher ali pa zdaj Angela Merkel in zanimivo je, da so to dostikrat ženske, ki pripadajo nekako konzervativnejši desni strani. Zlasti grozljiv je primer Madeleine Albright, ko jo je ena ameriška novinarka vprašala o 500 milijona mrtvih otrok v Iraku, ki so umrli zaradi sankcij, uvedenih že v 90-ih letih, in jo je vprašala, a je bila ta žrtev vredna 500 milijona otrok. Je Madeleine Albright brez vsakega premisleka rekla, da vredno je bilo. Kar se tiče primernosti vodstvenih položajev za moške in ženske, bi seveda moralo biti vodilo strokovnost in jaz tudi verjamem, da je. Je pa dostikrat tako, da se pripadniki marginalnih skupin morajo mogoče še malo bolj potruditi in namen je pač, da ne bi bilo treba vlagati tega dodatnega truda, da bi bila res pomembna samo strokovnost. Jaz bi tukaj v Sloveniji nekako svetoval, da se zgleduje po Skandinaviji. Mislim, da obstaja celo v slovenščino prevedena ena super knjiga, kjer mislim, da so iz Norveške pa iz Švedske razlagajo, kaj je moški, kadar živi enakost, ker je pač tam enakost najbolj razvita in najbolj ponotranjena, ni je treba več nenehno pač artikulirati. Zdi se mi velik problem, da prihaja do neke vrste revivala, renesanse, pogospodinjenja žensk, ki se pač zakriva v bistvu neko zelo nevarno retoriko
svobodne izbire. Konkreten primer tega je bil ta Feminite festival, ki je povzročil precej razburjenja in tudi kritik strani civilne družbe in bil tudi posledično odpovedan. Imate celo serijo medijsko podprtih žensk, ki govorijo o tem, kako je feminizem slab, kako je to nekaj, kako ženska, ki je feministka, ni ženstvena in tako naprej. Ves čas imamo to. Seveda stvari se spreminjajo, ne, dramatično se spreminjajo, ne. Ženska igrajo vedno bolj vidno vlogo in v političnem in na vseh drugih področjih, v kulturi, kjerkoli. Jaz ne vem, če je v bistvu na igri, da nam da pozitivni izhod. Jaz mislim, da je za igro že zelo dosti in dovolj, če v bistvu predstavi razmerja moči. Na eni strani je pač vladar, ne, ta Vladimir, ki je absolutni monarh, ne, absolutna moč, na drugi zraven pri roki ima vedno Bogomirja, se pravi ima vero, ne, ima to, da rečem, versko žezlo in na drugi roki je Branimir, skratka je nekdo, ki kot brani, ne, mislim, in je seveda vsi, mislim, in je na nek način ta Branimir, bi rekla, da je tukaj deluje kot še najbolj pozitiven lik, ne, mislim, on se nekako skuša nekako izogniti vojni, ampak v takih trojicah en drugega rabijo, ne, mislim, Branimir je nujna funkcija znotraj trojice, kjer en navija za vojno, en je proti vojni, ta tretji pa potem seveda odloči, ne. Meni je to, da je ime Zofija v bistvu v tej zgodbi najbolj čudno. Zofija pomeni modrost, ona pa seveda tukaj deluje kot res najbolj klasični ženski lik znotraj patriarhalnega sistema. Je čisto zraven moči, pa popolnoma brez moči in hkrati to moč legitimira, ne. Ja, kar se tiče teh vlog Nade, Ljube in Vere, bi rekla, da gre pravzaprav nekako za esenco pozicij žrtve. Ja, mislim, njihov upor je v bistvu ta revolt, kot se reče, do konca, ne, je ta revolucionarna gesta brez odpovedi, brez preostanka, ne, do konca, skratka do smrti, ne, in še čez njo, ne. Ženska ima prednost v tem, da lahko krade diskurz. To je prvo. In drugo, da zaradi svojega položaja brez moči lahko manipulira vsako možno moč. Ta zgodba, ki jo vidimo na odru, ne, je v bistvu nekakšna repriza vsega tega, kar se je zgodilo v preteklosti in kar se dogaja danes. Pravzaprav smo obsojeni, da vedno znova iščemo in najdemo tako imenovana posebna vprašanja, partikularna vprašanja, ločena vprašanja, ki nekako odstopajo od univerzalnega. Mislim, da v takih velikih političnih zgodovinskih prelomnicah se pogosto ena vprašanja dajo na stran v imenu tega, da je treba prvo storiti veliko dejanje, ne, veliko revolucijo, potem bomo pa uredili še vse ostalo, ne. Vedno naletimo tudi na utopične predpostavke, da nam nekoč več ne bo treba govoriti o ločenih vprašanjih, ampak morda je bolje razmišljati o tem, da nas bo nekoč čakalo zelo veliko ločenih vprašanj, ki pa bojo nekako mogoče enako vrednotena.